Danes obhajamo praznik svetega Marka, ki je tudi zapisal evangelij, ki se imenuje Evangelij po Marku. Marko evangelij, ki je v Svetem pismu napisan na prvem mestu, saj tudi naštevamo Matej, Marko, Luka, Janez. Marko je pisal evangelij za svoje domače ljudi, za Jude, zato ker se je zavedal, da vse to odrešenje, ki se je zgodilo, ne sme tu pozabo. In njegovi rojaki so tisti, ki so dolžni to odrešenje in to Božjo besedo ohranjati za naslednji rod. Evangelij, ki smo ga slišali, pravi, da se je Jezus prikazal 11 in jim rekel, hodite po vsem svetu, oznanjajte evangelij. Pa vendar Marko ni bil med njimi. Marko ni bil z Jezusom kot Jezusov apostol, ampak je Marko spremljal apostola Petra. In ko je apostol Peter ljudi nagovarjal, imel pridige, srečanja z ljudmi, je Marko to poslušal in je te Petrove besede tako sprejel, da je po Petrovih pridigah začel pisati dogodke o Jezusu Kristusu, ki jih je pa Peter doživel osebno. Kasneje je Marko spremljal apostola Pavla na njegovih potovanjih. Pa tudi Pavel ni bil apostol Jezusa Kristusa osebno. Še sam Pavel pravi, da se nikoli ni srečal z Gospodom, razen v trenutku spreobrnenja, ko je bilo to osebno srečanje in sprememba apostola Pavla. In tudi Marko je poslušal nagovore, učenje in spodbude apostola Pavla in tako sprejemal to Božje razodetje, ki ga je verjetno tudi po Pavlovih besedah zapisoval v evangeliji. Pa bi lahko rekli, potem pa Marko ni verodostojna priča, se ni bil prvi. Lahko pa vidimo, da Bog oznanja odrešenje po človeku. In če je Peter bil tisti, ki odrešenje oznanjal, Marko ga zapisal, Pavel je oznanjal in ga tudi Marko zapisoval, potem se ta naloga kristjanov do danes ni ukinila ali spremenila. In tudi po našem načinu življenja lahko prinašamo vest o odrešenju v današnji sodobni svet. Zato se mi zdi tako pomenljivo, da na današnji praznik svetega Marka prosimo za blagoslov v našem življenju. V prvi vrsti gre za blagoslov našega dela, za dobro letino, ker je to kot temelj našega življenja. In Bog je tisti, ki daje življenje, mi pa tudi hrano potrebujemo. Potem gre za blagoslov našega dela, kjerkoli delamo. In da je res naše delo lahko blagoslovljeno, so potrebni dobri medsebojni odnosi. Drugače je to lahko samo služba v neki prisili, ki nas ne gradi, ampak obremenjuje. In naj bo letos še posebej hvaležnost, pa tudi prošnja za dobre odnose v naši sosedstvi, da bi tudi vse delo, ki se dela na zunaj, imelo navznotraj isti temelj povezovanja, razumevanja, dobrote. Da bi bili veseli uspeha drugega in da bi prosili za varstvo in blagoslov našega življenja, še posebej za prave življenjske odločitve. In ko se človek tudi pravilno odloči, naj nam Bog da vztrajnosti, moči, da bi pri teh odločitvah tudi vztrajali, bili zvesti, ker le tako človek dobiva notranji mir, veselje in zadovoljstvo, ki ga spremlja.
Zato bomo sedaj tudi skupaj prosili v kratki molitvi za blagoslov našega dela, še pred skupnimi prošnjami. Bog, stvarnik vseh stvari, Tvoja volja je, da ljudje skrbno delamo. Prosimo Te, naj po Tvoji dobroti naše delo koristi za človeški napredek in za rast kraljestva Jezusa Kristusa, Tvojega Sina. Daj nam pravo spoznanje, pravo modrost, navdihe Svetega Duha, da bi se pravilno odločali in delovali in tako dosegli veselje in polnost življenja s Teboj v občestvu Svetega Duha, ki živi in kraljuje vekomaj. Amen. Bratje in sestre, praznike apostolov in evangelistov naj v nas vnemajo posebno ljubezen do Božje besede. Prosimo na god svetega Marka, da bi Božja beseda v naših časih obrodila bogate sadove. Sveti Marko je zapustil dom in domovino, da bi oznanjal Božjo besedo. Naj jo tudi danes vsi kristjani enako ljubimo in zaupamo v njeno moč in rodovitnost. Prosimo, da različi nas. Zvesto je poslušal oznanjanje svetega Petra, da je tudi mi skrbno poslušamo svetega očeta, naše škofe in duhovnike. Prosimo, da različi nas. V jedrnatih besedah je zapisal Jezusovo besedo oznanilo. Naj ga cerkev danes uspešno oznanja vsem narodom, tudi po sodobnih sredstvih družbenega obveščanja. Prosimo, da različi nas. Neutrudno je izpolnjeval Jezusovo naročilo. Oznanjujte evangelijo samoslasno, naj ga tudi mi radi premišljujemo in drugim oznanjamo z besedo in zgledom. Prosimo, da različi nas. Na njegov god so naši predniki v prošnjih procesijah javno in zaupno molili za vse potrebe življenja, naj tudi v nas vsak dan bolj raste zaupanje v moč molitve. Prosimo, da različi nas. Večni Bog, svojo nedoumljivo skrivnost nam razodevaš v svojem Sinu Jezusu Kristusu, ki mu je evangelist Marko posvetil vse svoje življenje. Usliši sedaj naše prošnje, da Te bomo tudi mi po evangeliju vedno bolj poznali in ljubili, ter prišli v Tvojo slavo po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Danes obhajamo god svetega Marka, evangelista. Se mi zdi prav posebnega pomena to, da je Marko, ki ni bil Jezusov apostol, prvi zapisal evangelij in je to najstarejši evangelij. Niso apostoli pisali prvi evangelij, morda zaradi tega, ker so dogodke sami poznali, ker so bili z Jezusom skupaj. Marko pa se je odločil, da zapiše. V Svetem pismu je Marko evangelij na drugem mestu. Matej, potem sledi šele Marko, potem pa Luka in Janez. Čeprav je ta vrstni red v Svetem pismu, je Marko evangelij najstarejši, prvi zapisani, pa tudi najkrajši. Drugi zapisani, to je Matejev, je že daljši, od Luka še daljši. Prav poseben zapis pa je tudi po Janezu. Da je lahko sveti Marko zapisal evangelij, to pomeni Jezusovo delo, predvsem pa njegovo trpljenje in vstajenje. To je bistveno. Pravijo za evangelij, da evangelij ne poroča nič drugega, kot o Jezusovem trpljenju in vstajenju. To je njegovo odrešensko delo. Vse, kar je v evangeliju prej napisano, je uvod v to,
In po vstajenju je to zaključek. Lahko je uvod daljši kot ostali evangelisti, lahko pa nekoliko krajši kot pri Marku. Da je pa Marko lahko zapisal Jezusovo odrešensko delo, je pa to zasluga predvsem apostola Pavla, katerega je spremljal, in njegovih pridig. To, kar je Pavel oznanil ljudem, to je Marko poslušal in potem bistvene stvari zbral in zapisal, predvsem s to mislijo, da bi bilo škoda, da njegovi rojaki, domač narod, Judje, izgubijo to dragocenost Jezusovega odrešenskega dela in je za lastne ljudi, za svoje rojake zapisal evangelij za kasnejše rodove. Čeprav so potem še 3 evangelisti pisali, pa če primerjamo zapis ostalih, nobeden ne odstopa. In tukaj lahko vidimo, različni pisatelji o istem odrešenskem delu, nobenih razlik in odstopanj, samo še več potrditev. Iz tega lahko tudi zanesljivo sklepamo, da je ta zapis resničen, da ni tukaj zmede, ampak je res podano tisto, kar človek potrebuje za verovanje. Sveti Marko, ki je evangelist, je tudi nam lahko v spodbudo in zgled, čeprav z Jezusom telesno ne živimo, ker je že toliko let minilo, pa kljub temu preko vseh teh zapisov, ki jih imamo kot izročilo cerkve ali kot bogastvo vere, lahko tudi sami napredujemo v veri. Tako kot apostol Marko ob svojem, lahko rečem, učitelju, to je sveti Pavel, je tako napredoval v spoznanju vere, da je postal tudi pisatelj evangelija. Naj bo naš priprošnjik za naše življenje, za našo vero, pa tudi za blagoslov našega dela, za varstvo pri delu in za iskrene, dobre in prijateljske medsebojne odnose. Zakaj to poudarjam? Ko je bil apostol Pavel skupaj z Markom, pa tudi z Barnabom, veste, po človeški plati, čeprav so svetniki, je prišlo tudi do nasproti, nesoglasi, tudi med Pavlom in Petrom. In prav v tem so iskali pravo skupno pot. In veličina svetništva ni v tem, da se nek svetnik ne bi nikoli stopil v nek morda spor, nesoglasje z drugim človekom. Veličina je v tem, da so skušali te stvari prekoračiti, pa besedno oditi naprej, ne ostati v tem, ampak iskati rešitev. Apostol Pavel je bil zelo tak, bi rekli, hitro skipljiv, Peter pa zaletal. In zato ni čudno, da sta enkrat precej prišla do hudih besed. In verjetno je tudi Marko, današnji rodovnjak, vedel za te stvari. Ampak tudi iz teh stvari se učil tiste prave življenjske poti, razumevanja, dobrote, kakor je bil včerajšnji evangelij, da je ljubezen med kristjani, po katerih tudi svet spozna, da smo njegovi učenci. Naj nam pri tem pomaga sveti Marko, evangelist, z Božjo besedo in s svojim zgledom. Bratje in sestre, praznik
pametniki apostolov in evangelistov naj bi v nas vnemali posebno ljubezen do Božje besede. Prosimo na praznik svetega Marka, da bi Božja beseda v naših časih obrodila bogate sadove. Sveti Marko je zapustil dom in domovino, da bi oznanjal Božjo besedo. Naj jo tudi danes vsi kristijani enako ljubimo in zaupamo v njeno moč in rodovitnost. Prosimo, da sliši nas. Zvesto je poslušal oznanjevanje svetega Petra. Naj tudi mi skrbno poslušamo svetega očeta, naše škofe in duhovnike. Prosimo, da sliši nas. V jedrnatih besedah je zapisal Jezusovo veselo oznanilo evangelij. Naj ga cerkev danes uspešno oznanja vsem narodom, tudi po sodobnih sredstvih družabnega obveščanja. Prosimo, da sliši nas. Neutrudno je izpolnjeval Jezusovo naročilo. Oznanjujte evangelij vsem stvarstvom. Naj ga tudi mi radi premišljujemo in z drugimi oznanjamo z besedami zgledom. Prosimo, da sliši nas. Na njegov god so naši predniki v prošnjih procesijah javno in zaupno molili za vse potrebe življenja. Naj tudi v nas vsak dan bolj raste zaupanje na moč molitve. Prosimo, da sliši nas. Na Volkovo priprošnjo te ponižno prosimo za ozdravitev duhovnika Janeza Novaka. Prosimo, da sliši nas. Večni Bog svojo nedoumljivo skrivnost si nam razodel v svojem Sinu Jezusu Kristusu, ki mu je evangelist Marko posvetil vse svoje življenje. Usliši sedaj naše prošnje, da te bomo tudi mi po evangeliju vedno bolj poznali in ljubili ter prišli v tvojo slavo po Kristusu našem Gospodu. Današnji godovnjak, evangelist Marko, je človek, ki nas zelo močno vabi, da bi tudi mi imeli odprta srca za Božjo besedo. Zakaj? Zato, ker sveti Marko ni bil eden izmed Jezusovih apostolov, ampak je bil samo učenec apostola Petra, kasneje spremljevalec apostola Pavla. In kljub temu, da ni bil z Jezusom kot eden izmed 12, je prav sveti Marko tisti, ki je prvi zapisal evangelij, to pomeni veselo oznanilo o Jezusu. To je bilo mogoče samo zato, ker je bil tako pozoren v poslušanju. Na začetku v poslušanju apostola Petra, ki je bil izbran kot voditelj apostolskega zbora. In prav Petrovo oznanjevanje, njegove besede, njegove pridige, so bile temelj prvemu evangeliju. V Svetem pismu ni na prvem mestu, je na prvem mestu Matej, potem Marko, sledi Luka pa Janez, vendar je Marko evangelij najstarejši. Ko je Marko zaslišal oznanjevanje in odrešenje, ki prihaja od Jezusa Kristusa, je takoj dobil spoznanje, škoda, da bi se ta beseda izgubila. To je potrebno ohraniti za kasnejši rod in zato je sklenil, da to, kar sliši, tudi zapiše. Verjetno je marsikaj tudi svojega učitelja Petra vprašal, zaradi natančnosti, doslednosti, da je zapisal več podrobnosti. In evangelij, ki rečemo evangelij po Marku, je pisan prav za domači narod, za Jude, za tiste, katerim je Jezus najprej govoril in najprej oznanjal Božje kraljestvo. Ne bo tudi sveti Marko priprošnik za nas, da bi Božjo besedo sprejemali, da bi jo skušali ohraniti v življenju, da bi bili zvesti Bogu,
kakor je ostal zvest do smrti tudi sveti Marko. Izročilo pravi, da je to verjetno kasneje, že potem, ko je moral zapustiti tako Petra kot Pavla zaradi njune mučeniške smrti, zbral kristjane v Aleksandriji, to je čisto na severu Egipta, in Aleksandrija je bila takrat najpomembnejše egiptovsko mesto, bolj kot današnjo glavno mesto Kairo. In tukaj lahko vidimo, kako veliko poslanstvo, kakšna velika odgovornost je bila dodeljena evangelistu Marku. Kako veliko delo je v svojem življenju začel in opravljal. In zato je sveti Marko zares tudi naš priprošnik za naše delo, za naša prizadevanja, tam, kjer smo, v tistem kraju, kjer živimo, da bi Bog dajal blagoslov, da bi nam naklanil varstvo v vsakem trenutku življenja, da bi se lahko veselili svojih sadov, svojega dela, da bi lahko bili hvaležni, da lahko delamo, sooblikujemo in s tem prinašamo tudi veselje, dobroto drug drugemu. Naj bo sveti Marko naš priprošnik, tako v rasti v veri, kakor tudi priprošnik pri našem vsakdanjem delu. Bratje in sestre, praznike apostolov in evangelistov naj bi bili v nas vnevali ljubezen do Božje besede. Prosimo na god svetega Marka, da bi Božja beseda v naših časih obrodila bogate sadove. Sveti Marko je zapustil dom in domovino, da bi oznanil Božjo besedo. Naj jo tudi danes vsi kristjani enako ljubimo in zaupamo v njeno moč in rodovitnost. Prosimo, da razliši nas. Zvesto je poslušal znanjevanje Petra, naj tudi mi skrbno poslušamo svetega očeta, naše škofe in duhovnike. Prosimo, da razliši nas. V jedrnatih besedah je zapisal Jezusovo veselo oznanilo evangelij. Naj ga cerkev danes uspešno oznanja vsem narodom, tudi po sodobnih sredstvih državnega obveščanja. Prosimo, da različi nas. Neokrutno je izpolnjeval Jezusovo naročilo, oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu. Naj ga tudi mi radi premišljujemo in drugim oznanjamo z besedo in zgledom. Prosimo, da različi nas. Na njegov pot so naši predniki v prošnjih procesijah javno in zaupno molili za vse potrebe življenja. Naj tudi vsak dan bolj raste zaupanje na moč molitve. Prosimo, da različi nas. Na Vokovo priplošnjo te ponižno prosimo za ozdravitev duhovnika Jana Novaka. Prosimo, da različi nas. Vsemogočni Bog svojo nedoumljivo skrivnost si nam razodel v svojem Sinu Jezusu Kristusu, ki mu je evangelist Marko posvetil vse svoje življenje. Usliši sedaj naše prošnje, da te bomo tudi mi po evangeliju vedno bolj poznali in ljubili, ter prišli v tvojo slavo po Kristusu našem Gospodu. Amen. Sveti Marko, evangelist in apostol, ki ga danes tudi se spominjamo in prazujemo njegov god, je bil izreden poznanevalec Kristusa. Verjetno bi lahko bil eden izmed tistih dveh učencev, ki sta šla v Emaus na veliko noč. To so samo predvidevanja, ker za enega imamo ime Kleopa, za drugega pa ne. Možno, da je Marko opisal ta dogodek po lastnem doživetju, vendar sebe ni imenoval, tako kot nikoli ne imenuje sebe evangelist Janez.
ampak zmeraj zapiše učenec, ki ga je Gospod ljubil. Znano pa je, da je Marko bil na začetku tolmač in tudi spremljevalec apostola Petra, ker zelo verjetno apostol Peter ni znal nobenega drugega jezika, kakor domačega, to pomeni aramejsko. In je bil ob njem Marko, ki je prevajal, razlagal, bi rekli, pridige nagovore, ki jih je imel Peter, posebno za tiste ljudi, ki so prihajali iz drugih krajev. In medtem je verjetno Marko začutil, kako pomembno bi bilo, da to, kar ljudje slišijo, tudi ostane zapisano. Ne vemo točno, verjetno šele potem, ko je od Petra začel spremljati še apostola Pavla in poslušal govore od apostola Pavla, je morda šele kasneje Marko se odločil, da to besedo zapiše. In tako je začel ali nastal evangelij, ki mu rečemo evangelij po Marku. Je sicer najkrajši zapis v Svetem pismu, pa tudi prvi, to pomeni najstarejši. In na koncu je Marko kot apostol deloval na severu Egipta, v Aleksandriji, med takratnimi prebivalci Egipta, Egipčani. Zanimivo pa je to, Marko ni bil tisti Jezusov apostol, ki bi bil izbran v skupnost 12. Vendar se je z njimi srečeval. Prevzel je od njih, lahko bi rekli, veselo oznanilo odrešenja in to je širil naprej. Veste, da smo na podobnem mestu tudi mi. Nismo izbrani v tisto skupnost 12 apostolov, ampak smo od njih slišali preko Božje besede, zato da oblikujemo svoje življenje in da potem stopimo v svet tam, kjer živimo. In evangelist Marko je dobil tudi ime apostol. Ime apostol pa pomeni tisti, ki je poslan. Poslan je pa lahko samo tisti, ki nekaj ve. Kaj bi govoril, če nič ne vem? In apostol je tisti, ki ve, ki je priča glavnega dogodka, glavni dogodek je pa vstajenje. In tisti, ki ve, ki je priča, je poslan, da lahko to sporoči drugim. In na tak način smo tudi mi poklicani, da bi bili na nek način apostoli. Preko Božje besede sprejmemo resnico in to, kar je najpomembnejše, da je naše življenje zaznamovano z večnostjo, to lahko posredujemo drugim ljudem. In prav v tem vidim, kako veliko poslanstvo je nam kristjanom zaupalo, da bi ali za zgledom, včasih tudi z besedo, lahko stopali na pot, ki je lahko pot apostolska, to pomeni oznanjevalna. Naj nam pri tem tudi pomaga apostol Marko, evangelist in naši nebeški zavetniki. Brati in sestre, razniki apostolov in evangelistov v nas vnimajo posebno ljubezen do Božje besede. Prosimo na god svetega Marka, da bi Božja beseda v naših časih obrodila bogate sadove. Sveti Mark je zapustil dom in domovino, da bi oznanjal Božjo besedo. Naj tudi danes vsi kristjani enako ljubimo in zaupamo v njeno moč in rodovitnost.
Zvesto je poslušal poznanjevanje svetega Petra, naj tudi mi skrbno poslušamo svetega očeta, naše škofe in duhovnike. Prosimo, da različi nas. V jedrnatih besedah je zapisal Jezusovo veselo oznanilo evangelij. Naj ga cerkev danes uspešno oznanja vsem narodom, tudi po sodobnih sredstvih družbenega obveščanja. Prosimo, da različi nas. Neotrudno je izpolnjeval Jezusovo naročilo. Oznanjujte evangelij vsem ustvarstvu. Naj ga tudi mi radi premišljujemo in drugim oznanjamo z besedem in zgledom. Prosimo, da različi nas. Njegov god so naši predniki v prošnjih procesijah javno in zaupno molili za vse potrebe življenja. Naj tudi v vsak dan bolj raste zaupanje v noč molitve. Prosimo, da različi nas. Večni Bog, svojo nedomljivo skrivnost si nam razodel v svojem Sinu Jezusu Kristusu, ki mu je evangelist Marko posvetil vse svoje življenje. Usliši naše prošnje, da ti bomo tudi mi po evangeliju vedno bolj poznali, ljubili in prišli v tvojo slavo po Kristusu našem Gospodu. Amen. Sveti Marko, ki je kasneje tudi zapisal evangeljsko poročilo, je tudi v Svetem pismu. Marko evangelij je namreč prvi zapisan evangelij. Čeprav v Svetem pismu ni na prvem mestu, je Matejev evangelij na začetku, pa vendar je najstarejši evangelij Marko evangelij. Da je sprejel to odločitev, verjetno zaradi tega, ker je oznanilo in Jezusovo besedo sprejel od apostolov. Ni bil on ob Jezusu kot apostol, ampak je bil najprej, danes bi rekli prevajalec, tolmač svetega Petra. Sveti Peter ni znal tujih jezikov in Marko mu je bil pomoč, da je lahko prevajal tudi drugim ljudem. Kasneje pa se pridružil apostolu Pavlu in njega spremljal na apostolskih potovanjih. In prav s tem, ko je bil razlagalec, tolmač svetega Petra, je zelo močno sprejel oznanilo, Jezusovo besedo, kasneje šel k Pavlu, tako da se je odločil, da bi te stvari zapisal, da bi ostale tudi drugim rodovom. Verjetno je res on prvi, ki je tudi oblikoval krščansko občestvo v Aleksandriji, prav na severu Egipta. In s tem, kako je svoje življenjsko poslanstvo evangelist Marko tudi vršil, ne kot Jezusov apostol, ampak tisti, ki je pozoren na vsako besedo, ki besedo spremlja v svoje srce, ki jo v svojem času na najboljši način tudi posreduje drugim, ali s prevodom, ali z zapisom, ali z oblikovanjem neke skupnosti kristijanov, je tudi Marko za nas zgled in priprušnik, da bi v tem času, ko mi živimo, tudi mi zmogli sprejemati Gospodovo besedo, jo razumeti, pa tudi, da bi naše življenje bilo grajeno na Gospodovi besedi, da bi po njej živeli. Naj nam pomaga sveti Marko v našem življenju, tudi v naši veri in naj bo priprošnik tudi za varstvo predvsem hudim. Še posebej za varstvo naše duše, da bi bili res zaznamovani za večno življenje.
bratje in sestre, prazniki apostolov in evangelistov naj bi v nas vedno vnemali posebno ljubezen do Božje besede. Prosimo na god svetega Marka, da bi Božja beseda v naših časih obrodila bogate sadove. Sveti Marko je zapustil dom in domovino, da bi oznanjal Božjo besedo. Naj tudi danes vsi kristjani enako ljubimo in zaupamo v njeno moč in rodovitnost. Zvesto je poslušal oznanjevanje svetega Petra, naj tudi mi skrbno poslušamo svetega očeta, naše škofe in duhovnike. V jedrnatih besedah je zapisal Jezusovo veselo oznanilo evangelij. Naj ga cerkev danes uspešno oznanja vsem narodom tudi po sodobnih sredstvih družbenega obveščanja. Neutrudno je izpolnjeval Jezusovo naročilo. Oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu. Naj ga tudi mi radi premišljujemo in drugim oznanjamo z besedo in zgledom. Na njegov god so naši predniki v prošnjih procesijah javno in zaupno molili za vse potrebe življenja, naj tudi v nas vsak dan bolj raste zaupanje v moč molitve. Prosimo, da usliši nas. Večni Bog, svojo nedomljivostjo si nam razodel v svojem Sinu Jezusu Kristusu, ki mu je evangelist Marko posvetil vse svoje življenje. Usliši sedaj naše prošnje, da te bomo tudi mi po evangeliju vedno bolj poznali, ljubili ter prišli v tvojo slavo po Kristusu našem Gospodu. Amen.